Dan. Ja, se je pa še to treba. Kaj? A ja, še za mažene? Ja, se mislil. Kaj? Ura pokrila, V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dober dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši, še posebej dobrodošlica našim sosedom iz Podotika. Zbiramo se torej na god Svetega Roka, našega župnijskega zavetnika, priprošnika proti kužnim boleznim, ki nam je v teh izzivalnih časih znamenje, kako je Bog kljub vsemu skrben in dober in ljubeč in usmiljen. Da bi nam lahko vedno znova svetniki prinašali to gotovost, to zavest, da bi lahko po njihovem zgledu tudi mi šli skozi to življenje, polno izzivov, preizkušenj in križev, zavestjo, da nismo sami, zavestjo, da ni razloga za strah. Že v pesmi smo Svetega Roka klicali z vzdevkom spoznavalec. Spoznavalci so tisti svetniki, ki niso nujno mučenci, ki niso nujno cerkveni učitelji in vendar so v svojem življenju spoznali. Kaj so spoznali? Spoznali so, da je Bog ljubezen. Imeli so izkušnjo tega, da jih Bog ljubi, ne glede na njihovo grešnost, in je to zaznamovalo vse njihovo življenje. Vas povabim, da tudi mi na začetku te svete maše ravnamo po zgledu spoznavalcev, obudimo spomin in zavest na vse dobro, kar ga Bog dela v našem življenju, obudimo zavest, da je kljub naši grešnosti z nami dober in usmiljen, zato lahko brez strahu priznamo in obžalujemo svoje grehe.
Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu smili se. Hristos usmili se. Slava Bogu na višavah. Slava Bogu na višavah in na zemlji 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 Slava Bogu na višavah in na zemlji. Molimo.
Vsemogočni Bog, naši slabotni naravi so svetniki zgled in pomoč na poti življenja. Sveti rok, ki ga danes praznujemo, naj nas varuje, da srečno pridemo k tebi. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Sirahove knjige. Moj sin, opravljaj svoje delo v ponižnosti in boš priljubljen pri bogovšečnih ljudeh. Kolikor večji si, toliko bolj se ponižuj in boš našel milost pri Gospodu. Velika je Gospodova moč in ponižni ga poveličujejo. Ne išči, kar je zate pretežko, in ne raziskuj, kar presega tvoje moči. O tem razmišljaj, kar ti je naročeno, skritih reči ne potrebuješ. Ne ukvarjaj se z nepotrebnimi rečmi, ker ti je bilo oznanjeno več, kakor more človeški razum doumeti. Mnoge je zapeljala v zablodo njihova radovednost in zla domišljavost je zmotila njihovo preudarnost. Božja beseda. Gospod, ti si delež moje dediščine. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu, ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo. Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo po noči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker je na moji desni, ne omahnem. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Takrat je rekel Jezus svojim učencem: če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kajti kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, pogubi pa svojo dušo? Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo? Sin človeku bo namreč prišel v veličastvu svojega očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu
po njegovih delih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Ko sem bil še osnovnošolec, si je nekoč eden od mojih sošolcev zlomil nogo. In ker je bil precej kompliciran zlom, je dolgo časa preživel z gipsom na nogi, kar je pomenilo, da je moral veliko časa uporabljati bergle. In ta sošolec si je ob tej uporabi bergel tako zelo okrepil roke, mišice na rokah, da nas je potem vse sošolce zlahka premagoval v polaganju rok. In spomnim se, kako sem takrat v tisti otroški naivnosti pomislil, kako fajn bi bilo, če si jaz tudi lahko zlomil nogo, ker potem bi pa jaz tudi lahko natreniral roke. Danes seveda imam malo več pameti, se ne želim več tega, da bi se roke zlomil. Tudi mi je jasno, da ni potrebno, da človek vedno čaka na nesrečo, zato da se nečesa nauči, ampak dejstva kažejo, da večinoma ljudje tako ravnamo. Pred nedavnim sem poslušal predavanje enega profesorja nevrobiologije na eni ameriški univerzi, ki je razlagal o plastičnosti naših možganov. O tem, kako se naši možgani, kako so se sposobni spreminjati z učenjem. In je razlagal, pravi tako, približno do 25. leta ni potrebno kaj posebnega, da si človek zapomni. Vsaka malo bolj čustvena situacija, vsak malo bolj čustven dogodek se precej zlahka zapiše v naše možgane. Po 25. letu je pa to počasi vedno težje. Ne nemogoče, ampak malo težje. Je potrebna ena določena kombinacija različnih hormonov, ki se morajo sprostiti, zato da si ljudje še vedno, tudi ko smo starejši, kaj zapomnimo. Ampak, pravi, obstaja pa ena izjema. Ena izjemna situacija, en izjemen položaj v našem življenju, ko pa naši možgani postanejo toliko mehki in toliko učljivi, kot kadar smo otroci. In to je, ste verjetno že ugotovili, situacija velike stiske. Takrat, ko človek doživlja globoko, veliko stisko, takrat se naši možgani zmehčajo. Kot da bi možgani mogoče sami ugotovili, tako kot je šlo do zdaj, to ne bo pripeljalo do rešitve. Nekaj bo treba hudo in radikalno spremeniti. In se mi zdi, da je v tem mogoče lahko razumeti, zakaj tudi recimo nekdo, ki je desetletja kadil, bil odvisen od kajenja, ni mogel nehati. Potem pa, ko zdravnik enkrat reče, gospod ali pa gospa, še 1 leto, če nadaljujete tako, 1 leto še imate, potem pa rak. In možgani ugotovijo, tako kot smo šli do zdaj, to ne pelje več nikamor, eno novo pot bo treba najti in takrat se možgani zmehčajo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker se mi zdi, da lahko v času, v katerem živimo, prepoznamo, če želimo, en kup enih priložnosti, kot je recimo zlomljena noga, da se naučimo kakšne nove drže, da se naučimo kakšne nove navade. Čas preizkušenj, zadnja preizkušnja zagotovo poplave v nekaterih delih Slovenije, so tiste, ki, kot rečeno, lahko zmehčajo naše možgane, lahko zmehčajo tudi naše srce. Zdi se mi, da je en takih ljudi, ali pa v eni taki situaciji živel tudi današnji godovnjak, Sveti Rok. Njegovo življenje poznamo, po legendi naj bi živel nekje na jugu Francije, na prelomu iz 13. v 14. stoletje, naj bi romal v Rim, se srečal s kugo
in v tej izzivalni situaciji iskal, kako naj se odzove kot kristjan, kako naj se odzove kot Kristusov učenec. Vedno znova lahko doživljamo, kako se v naših življenjih takih in drugačnih preizkušenj in bolečin in bolezni, kako bi se ljudje najraje izognili. Ker imamo občutek, da nam je seveda lažje in prijetneje, ko nam je fajn, ko nam je prijetno, ko nam je udobno. In vsaka situacija, ko ne gre po naše, je tista, ki nas sili iz naše cone udobja in nas sili tudi k temu, da nekaj spremenimo, da nekaj naredimo, da nekje morda tudi sprejmemo pobudo. Sveti Rok je znal, kot lahko beremo v eni od evharističnih molitev, je znal prepoznati znamenja časa. In v stiski kuge, ki je pestila najprej njegove, se pravi ljudi okrog njega in potem tudi njega samega, v tem ni gledal Božje kazni, v tem ni gledal Božje jeze, v tem ni videl ene neskončne nadloge, ki pa zdaj moti njegovo udobno življenje, ampak je prepoznal priložnost kot priložnost za osebno rast in priložnost za to, da naredi nekaj dobrega in na nek način v tisti konkretni situaciji pokaže, do katere mere je v resnici Kristus njegov učitelj in on Kristusov učenec. Vedno znova bomo v skušnjavi, da bi iskali samo tisto, kar je fajn, kar je dobro, kar je prijetno, kar je udobno. In vedno znova, tisti, ki smo malo starejši, imamo že to izkušnjo, nas bo življenje potiskalo ven iz te cone. Bodi si, ker bomo v preizkušnji sami, bodi si, ker bodo v preizkušnji ljudje okrog nas. Da bi teh trenutkov ne zavračali, da bi se jim ne izogibali, ampak da bi jih, kot pravim, prepoznali kot priložnost. Kot priložnost, da preizkusimo svojo vero, svoje zaupanje, da preizkusimo svojo ljubezen do sebe in do bližnjih, da preizkusimo, koliko v resnici Jezusovo dobro oznanilo postaja vodilo našega življenja, kje nam pa morda tudi še zmanjka in nas Bog zato vabi k rasti. Zdi se mi, da kot rečeno, priložnosti bo vedno dovolj, da bi jih znali izkoristiti, da bi jih znali sprejeti, pa da bi v resnici lahko rasli. Vsak dan znova sprejemali svoj križ, sprejemali preizkušnje, ne kot kazen, ne kot Božjo jezo, ampak kot priložnost, da izkušamo, da še bolj kot Sveti Rok tudi mi spoznavamo, da je Bog dober, da je Bog ljubeč, da je Bog usmiljen. Bodi si zato, ker mi nekomu naredimo nekaj dobrega, bodi si zato, ker v naši stiski nam naredi nekdo nekaj dobrega. Na ta način bomo v naše življenje prinašali vedno več ljubezni, ki je tisti razpoznavni znak, za katerega Jezus želi, po katerem Jezus želi, da bi nas drugi prepoznavali. Boga ni nikoli nihče videl, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli med seboj ljubezen. Naj nam današnji godovnjak, Sveti Rok, pomaga s svojim zgledom in svojo priprošnjo, da bomo, kot rečeno, prepoznavali znamenje časa in sprejemali njegove izzive, zato da bo med nami vedno bolj raslo Božje kraljestvo. Amen. Vas povabim, brate in sestre, da se na Boga obrnemo z našimi prošnjami. Sveti Rok nam je zgled nesebičnega služenja najbolj nemočnim. Na njegov god prosimo Gospoda. Podari svoji cerkvi plemenitih duhovnikov, ki se bodo zavzemali za pomoč najšibkejšim. Prosimo te, usliši nas. Varuj našo domovino pred naravnimi nesrečami, boleznimi in vojnami.
Blagoslavljaj delo zdravnikov in jim v preizkušnjah stoj ob strani. Bodi blizu vsem neozdravljivo bolnim in jim pomagaj na priprošnjo svetega Roka. Potolaži svojo bližino vse, ki žalujejo zaradi izgube svojih bližnjih. Pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost. S papežem Frančiškom molimo, da bi svetovni dan mladih v Lizboni pomagal mladim, da bi se odpravili na pot pričevanja evangelija s svojim življenjem. Molimo še za vse prizadete v neurjih in v drugih nesrečah, da bi po soljudeh izkusili solidarnost ter ohranili vero in zaupanje v tvojo bližino in pomoč. Gospod Bog, naj po zgledu svetega Roka vztrajamo v ljubezni do tebe in svoje moči podarjamo bližnjim, to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo sa zemlje in dela človeških rok, naj ne postane naš. Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo sa trte in dela človeških rok, naj ne postane naš. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno praznično daritev. Gospod Bog, na god svetega Roka ti prinašamo darove in te prosimo, svojim vernim podeli mir in edinost po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in nas vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli pojemo. Hosanna.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svetem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, Tvojo smrt rozganjamo, Gospod, in Tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu, pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, pomožnima škofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas
nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod mir, bodi vedno z vami. Pa si podajmo resnice v znamenje miru in prijateljstva. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, meni, ampak reci le besedo, zdravljena moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo.
Kristus govori, če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Molimo. Bog, naš Oče, na god svetega Roka smo prejeli svete skrivnosti. Naj nas posvetijo, da bomo vedno bolj deležni Tvoje Božje narave. Po Kristusu našem Gospodu. Takole, predno, super. Ravno sem iskal nekoga v oranžni majici, ker sem vedel, da se še ena oznanila. Kratka oznanila. Zdajle, takoj po obredu je romanje do rokovega znamenja. Ampak v zunji ste videli, ko ste že noter prihajali, je en velik šotor, pod katerim se pečejo miške. Se pravi, ko bo tam fertik, pridite po miške. Ker jih je toliko, da jih samo mi v oranžnih majicah ne moramo pojesti. Potem pa obenem vas še povabim na Rokovo nedeljo, to je v bistvu nekakšna draveljska žegnanska nedelja. Ne. V nedeljo je Rokov sejem in tam imate pri vhodu imate takele zgibanke, tam si lahko natančno pogledate program. Mislim, se ga bomo kar v redu držali, ne bi vas pa naprej matral. Hvala lepa, da ste prišli počastiti svetega Roka. Tako, kot rečeno, k svetemu Roku se bomo odpravili kar direkt tukaj od oltarja. Prej bomo šla s gospodom Jožetom, tisti, ki imate čas in voljo, da se nama pridružite. Tja bomo zmolili eno desetko, tam zapeli še enkrat v čas svetemu Roku, prijeli blagoslov, potem pa, kot je gospod Jože povedal, vsi vabljeni nazaj, še da se podpremo, da tisti, ki ste prišli iz Podotika, da ne bi šli nazaj lačni ali pa Bog ne daj, da bi kdo slučajno po poti omagal. Pripravimo še svoje srce za Božji blagoslov. Gospod z vami. O Bog, naj se krščansko ljudstvo iz vsega srca veseli poveličanja bratov in sestre Tvojega Sina. Ko pobožno prihaja njihov praznik, naj si pridobi delež njihove sreče v nebesih in se nekoč z njimi vedno raduje v Tvoje slave po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Pred